ponedeljek zjutraj, nekaj po 7. uri, smo bili na številko 113 obveščeni o medvrstniškem nasilju na eni izmed osnovnih šol v občini Brežice. Na kraj so bili napoteni brežiški policisti skupaj s predstavnikoma vodstva policijske postaje. Poškodovani učenec je zaradi poškodb moral iskati zdravniško pomoč. Na primer so se pa takoj odzvali in o tem obvestili policiste tudi v šoli, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe. Od včeraj na danes so policisti opravili več razgovorov, v prisotnosti staršev so zaslišali mladoletnega osumljenca, vodstvo policijske postaje pa se je sestalo z vodstvom šole in vodstvom občine. V policiji obsojamo vsekakršno nasilje. Na vsako prijavo odreagiramo in izvedemo aktivnosti iz naše pristojnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti otrok. Tako smo storili tudi v tem primeru, ne glede na to, kdo so osebe, ki so v postopkih. O preiskavah obveščamo pristojne službe, na različnih ravneh pa izvajamo vrsto preventivnih aktivnosti z namenom preprečevanja deviantnih ravnanj. Pri stanju varnosti na območju policijske postaje Brežice ni večjih varnostnih odstopanj, tako pri prekrških kot tudi pri kaznivih dejanjih ne. Na pobudo policijske postaje Brežice je bilo ali pa bila letos v občini Brežice ustanovljen varnostni sosvet, ki predstavlja skupni projekt partnerskega sodelovanja med občino Brežice in policijsko postajo Brežice za izboljšanje splošne varnosti ljudi in premoženja v občini Brežice. Varnostni sosvet sestavljajo različni deležniki, ki lahko prispevajo k večji varnosti. Drugih podrobnosti o postopku zaradi varstva osebnih podatkov in udeleženih mladoletnih oseb ne moremo posredovati javnosti. V primeru mladoletnikov veljajo posebni pogoji iz kazenskega zakonika, odvisno od starosti. Za kaznivo dejanje samo je sicer zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do 1 leta, mladoletniki se obravnavajo po posebnem režimu. Tako da podrobnosti so odvisno potem od kazenske ovadbe in pa sodišča, kako bo ukrepalo. Ja, lahko rečem, da ima tako policijska uprava kot vse policijske postaje, kjer prebiva pripadniki romske skupnosti, torej imajo izdelane akcijske načrte in v teh akcijskih načrtih so opredeljene vse aktivnosti, ki se izvajajo celo leto.